Po tragediji v Novem mestu pa vlada prvič spreminja Šutarjev zakon, po novem tistim, ki v zadnjih 2 letih niso plačali 3 ali več prekrškovnih kazni, ne bodo več rubili celotne denarne socialne pomoči. S tem odgovarjajo na številne pozive civilne družbe, ki opozarja, da denarja niso vzeli le Romom, pač pa tudi brezdomcem, duševno bolnim in mamam samohranilkam. Kako pa se je po 2 mesecih Šutarjev zakon obnesel v praksi, Kaja Kobetič. 2 meseca in pol po hitrem sprejemu v parlamentu vlada prvič korigira Šutarjev zakon. Po opozorilih civilne družbe bo prejemnik redne socialne pomoči, ki je tudi prekrškar, zdaj dobil 2 nakazili. Bo v prvem nakazilu prejel denarno pomoč, do katere je samo upravičen on. To nakazilo bo označeno s kodom namena, na katero je rubež mogoč. V drugem nakazilu pa bo prejel denar namenjen za vzdrževane družinske člane. Na ta drugi del rubež ne bo mogoč. Informacijski sistem centrov za socialno delo, ki bo to omogočal, bo nadgrajen od 20. marca naprej. Od 20. februarja pa prekrškarjem ne bodo rubili niti varstvenega prejemka, izredne socialne pomoči, denimo za ogrevanje, pa denimo dodatka za pomoč in postrežbo. Na tak način verjamemo, da bomo uredili tudi razmere na terenu in da bojo tudi vse družine in pa posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec. Razlogov za spreminjanje zakona medtem ne vidi opozicija. To bi bilo napačno sporočilo kršiteljem. Institucije naj se dogovorijo, kako bojo zakon izvajale in to tudi naj naredijo. Zakaj spreminjati zakon tik pred volitvami? Da je zakon zagotovil več javne varnosti, je analizo v praksi sicer predstavil predsednik sveta za evalvacijo. Ne gre za to, da govorimo o represiji, ampak gre za to, da vzpostavljamo red in pravičnost v celotni družbi. Za božično-novoletne praznike ni bilo streljanja. Boljša prisotnost romskih otrok v šoli od začetka letošnjega šolskega leta skoraj 20%. Izboljšave vidi tudi novomeški župan, a zaslug ne daje le vladnim ukrepom v zadnjih 2 mesecih. Te sistemske ukrepi, ki so bili predlagani že v županskih predlogih, nažalost večkrat zavrnjeni z razlogom, da ne bojo delovali. Danes imamo pa seveda na terenu dokazano, da tovrstne rešitve delujejo. Ob poostreni prisotnosti pa so policisti, dodaja Lobnikar, na Novomeškem izvedli varnostno akcijo, opravili nadzor več kot 100 vozil in 115 oseb, od tega pa izdali 18 plačilnih nalogov in 8 opozoril.